Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni, sem Ingrid in že komaj čakam, da vidim, kam me bodo koordinate ponesle danes. Aha, gremo v Mislinjo. Mislinja, priznam, da v teh koncih pa res ne vem prav dosti, ampak se že veselim, da bom izvedela marsikaj novega. Vabim vas, da se mi pridružite in na ta način lahko osvojite zelo lepo nagrado. Skozi različne namige bom iskala zlate ključe, na katerih bodo uganke za vas. Torej 3 oddaje, 3 zlati ključi in 3 uganke, s katerimi boste lahko sestavili geslo in nam ga poslali na naši Facebook strani. Če bo geslo pravilno, se boste lahko z njim potegovali za lepe nagrade. Tako da se že veselim in pojdimo. Dober dan. Dober dan, gospa Ingrid. Me veseli, da smo na tako lep dan prišli k vam v Mislinjo. Ja, tudi jaz sem zelo vesel, da ste se danes oglasili tukaj pri nas. Mi lahko prosim kaj poveste o občini na splošno, recimo koliko imate prebivalcev v vaši občini? Ja, naša občina ima po velikosti malo prebivalcev, to moram povedati, malo manj kot 4700, ampak po velikosti smo pa zelo veliki, 112 kvadratnih kilometrov. Kaj pa je ena izmed glavnih dejavnosti tukaj pri vas? Največji turizem je, seveda se ukvarjamo s turizmom, tu predvsem mislim na kope, je pa tukaj pri nas zelo poudarjena lesna industrija. Seveda si želimo v Mislinjo pripeljati še kaj tudi drugih obrtnikov, ravno sedaj se trudimo, da bi morda ustanovili na novo industrijsko cono in verjamem, da bo nam tudi to uspelo. Kaj pa včasih? Včasih je bilo pa to, Mislinja, moram reči, bila zelo razvita. Oglarstvo, železarstvo, tudi gozdarstvo. Vemo, da je Mislinja zelo poraščena, preko 70% z gozdovi in ta tradicija se tudi nadaljuje. Seveda si pa želimo še marsikaj novega, predvsem na področju turizma. Vemo, da imamo naš slogan, ki se je zelo prijel, to je iz podzemnega sveta do vrha Pohorja, se pravi od Hude Luknje pa do Črnega vrha, ki meri 1543 metrov. Kje pa se vi najbolje počutite v svoji občini? Če sem čisto pošten, najbolj doma, tam, kjer sem doma, ampak zelo rad prihajam tu v službo, rad sem med občani, zelo cenim naše občanke in občane in Mislinja mi je zelo lep kraj. Kam pa bi meni priporočali zdaj, da najprej stopim? Tukaj se lahko marsikaj ogledate, tudi Tisnikarjeva hiša, po znanem našem slikarju. Potem so Robnikova kovačija, razne cerkvice. Pri nas lahko si res marsikaj ogledate, tako da je res vedno vabljeni v našo občino. Mi pa se bomo trudili, da še marsikaj postorimo. Moja velika želja je, da bi končno tu zavedala luč ta ozkotirna železnica. Vemo, da je bila prva ozkotirna železnica elektrificirana v Evropi, tukaj ravno v Mislinji. Kaj pa moja prva postojanka? Če vam dam malo namig, pojdite na razgledno ploščad na Tolsti vrh. Komaj čakam, da vidim, kaj ima vaša občina za pokazati, tako da najlepša hvala. Hvala lepa in se še vidimo. Z veseljem. Dobrodošli. Hvala lepa. Srečno, adijo.
Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Jaz sem Ingrid. Jaz pa Ivan, Me predsednik veseli. Planinskega društva Mislinja. Mene tudi veseli, da si nas obiskala. Nahajamo se na Tolstem vrhu, na nadmorski višini približno 850 metrov, na poti, ki vodi iz Mislinje proti Rogli. Zato bi potrebovala dobrih 5 ur, ker vem, da si mlada, pa imaš kondicije. Mi tule smo postavili tole našo razgledno ploščad, da se naši pohodniki, kolesari in pa tudi vozniki, ki peljejo z vozili proti Rogli, ustavijo in si ogledajo to panoramo. In hkrati smo napisali vrhove, ki se vidijo, in pa nadmorske višine teh vrhov. Naše planinsko društvo drugače oskrbuje 66 km planinskih poti, zato skrbi 8 markacistov. Če pa kakšna večja zadeva, pa se vsi pridružimo, da so te poti čim bolj varne. V glavnem so to poti, ki vodijo iz Mislinje proti Pohorju, to je najbolj obljudena je na Črni vrh. Črni vrh je tudi najvišji vrh Pohorja. Na njemu smo pred 30 leti postavili tudi znamenje, ki je tudi v našem simbolu društva. Vsako leto za 8. februar imamo tudi tradicionalni pohod na Črni vrh. In pa na Črni vrh bi pa iz Mislinje rabila tam nekje dobre 2 urice, 2 urice 15 minut. Nadmorska višina najvišjega vrha Pohorja je pa 1543 metrov. To bi v glavnem, drugače pa imamo še, tako sem omenil, ta pot Mislinja Rogla. Dosti imamo pa tudi teh obhodnih poti po teh naših gričih okoliških, tako da je kar pestro in zanimivo. Drugače pa pripravljamo za naše člane vrsto pohodov, tako da imamo čez leto tam nekje 50 pohodov. Za upokojence pripravimo vsako prvo sredo v mesecu, vsak prvi torek v mesecu, malo lažji pohod, ker to so le starejši ljudje. Hkrati pa ljudi ozaveščamo o naravi, odnosu do narave, da smo v bistvu v naravi mi gostje in kako se obnašamo, da bi poskrbeli, da bi ta naša narava čim bolj dolgo ostala takšna, kot je. Kam pa bi me zdaj naprej napotili? Mislim, da bi bilo bolj pametno, da se ti bolj osredotočiš na našo dolino, ker imamo tudi v dolini marsikaj lepega. Zdaj, ker smo pa na začetku pohodne sezone, boš pa za planine že našla tam do jeseni tudi kaj časa, da si to ogledaš. Jaz bi te pa napotil na eno zanimivost. In sicer v naši občini je v 18. stoletju prevzel železarno zelo znan Slovenec. Bil je mecen mnogim umetnikom, zlasti pesnikom, pisateljem. Čeprav po rodu ni bil Slovenc, je podpiral to naše slovenstvo in v Mislinji je med drugim ustvaril tudi en zelo zanimiv park. Pa bi te jaz napotil, da se vrneš nazaj v dolino in v kraju poiščeš, kje je ta park, pa boš tam marsikaj zanimivega izvedla o tem parku. Kdo pa je bil ta slavni Slovenec? Ime mu je Žiga. Zois. Točno, ja. Tako da se boš zdaj napotila v Zoisov park. Upam, da ti bo tam lepo, da boš mogoče tudi marsikaj novega izvedla. Najlepša hvala. Tebi tudi. In pot pod noge. Ja, prijetno pot. Hvala. Lepo pozdravljeni, jaz sem Ingrid. Dober dan, jaz sem Drago Pogrevc. Me veseli. Napotili so me v Zoisov park. Sem prav prišla. Ja, tako, prav ste prišli. Tukaj se nahajamo v Zoisovem parku. Se boste verjetno vprašali, zakaj se imenuje Zoisov park. To pa zaradi tega, ker so bili lastniki Fužin v Mislinji 64 let tudi baroni Zoisi. Začele so je pravzaprav z prvim kupcem, ki je kupil te železarne v Mislinji od nekega železarja, ki je bil prej lastnik, Schottenbacha, leta 1753 je Michelangelo Zois, to je oče Žiga Zoisa. Žiga Zois je bil pa tretji sin drugega zakona Žige Zoisa oziroma Michelangela Zoisa.
in je pravzaprav najbolj znan iz familije Zoisov. Pri nas je začel z železarstvom 1770. leta, so Zoisi to prevzeli in so potem gospodarili 64 let. Na to pa so predali, ker je že potem tudi železarstvo se malo opešalo, je na to prevzel njihov nečak Anton Bonaca, ki je pa potem zelo razvil to železarstvo v Mislinji in v času 1850. leta je bilo v tem prostoru proizvedenih 1250 ton železa. To je zelo veliko in tudi zaposlenih je bilo čez 180 ljudi, ki so delovali od gozdarjev, oglarjev, železarjev, kovačev in tako naprej. To je bilo pravzaprav najbolj tak zelo razviti del. Od kdaj pa je potem tukaj ta park, ki se imenuje? Ta park je pa pravzaprav, tako računamo, da je nekako od 200 do 250 let je stara, to se pravi v času lastnikov Zoisov pri nas, in takrat so posadili ta park, tukaj, ki se pa zdaj nahajamo, pa je bila pravzaprav graščina, ki je bila tudi poslovna zgradba za njihove Fužine tu, in pa tu so stanovali tudi njihovi upravniki in pa seveda tista nujna administracija, medtem ko so lastniki pač občasno prihajali tukaj sam in so pač v tem gradu takrat stanovali. Žal je ta grad porušen bil 1970. leta, tako da zdaj ostaja še samo park. Park je pa značiln po drevesi, kot so rdeča bukev, lipa, taka velika lipa je tule, predvsem pa doglazije, ki računam, da so stare preko 200 let. Kaj pa tale kipec? Tale skulptura, ki smo jo postavili 2017. leta, ko smo pravzaprav odprli tudi Zoisovo pot, to je bila pa 270-letnica rojstva Michelangela Zoisa. Tale struktura pa predstavlja 3 poklice, ki so se v Mislinji, ki so pravzaprav še sedaj aktualni. To je gozdar, kovač in pa oglar. Zdaj bi si pa še malo pogledala park, če dovolite. Seveda, veseljem. Ta stol je tudi iz tega? Ja, ta stol je tudi iz tega jesena, kot je ta skulptura. Aha, se pravi, vse te skulpture so iz tega istega lesa? Tako, vse pravzaprav iz tega parka. Izvolite se malo usesti. Škatlica. Tole bo verjetno moj naslednji namig. Piše Tisnikarjeva hiša. No, da boste pa čim prej prišli do Tisnikarjeve hiše, vam pa podarjam zemljevid, turistična karta občine Mislinja, da boste čim prej našli. Najlepša hvala in veselilo me je. Nasvidenje. Dobar dan. Dobar dan, kar naprej. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljeni. Zdravo. Ingrid. Zoran Ogrinc, predsednik Veseli. Kulturnega društva Jože Tisnikar. Dobrodošli v rojstni hiši Jožeta Tisnikarja v Mislinji. Mi lahko kaj o njemu poveste? Ja, Jože Tisnikar je zelo pomemben slovenski slikar, zelo znan zaradi svojega specifičnega življenja in svoje specifične teme. Umrl je pred 20 leti in mi smo pred 10 leti ustanovili kulturno društvo in smo v njegovi rojstni hiši uredili, bom rekel, galerijsko-razstavni prostor. V njem prirejamo razstave živečih avtorjev iz Slovenije, tujine, prirejamo kolonije. Momentalno pa je v njej razstava njegovega mentorja, Karla Pečka, ki je nekako bil v začetni fazi zelo pomemben za njegov razvoj Tisnikarjev. No in lani je bila stoletnica rojstva Karla Pečka in tudi v tem prostoru imamo glavne slike Karla Pečka, tam je tudi eno zgodnje likovno delo od Tisnikarja, eno avtoportret
Kristus tule iz leta 85. V naslednjih prostorih pa tudi dela drugih slovenskih in tujih umetnikov. Kakšna je pa zgodovina te hiše in kaj predstavlja hiša danes za turizem? Ta hiša je stara 300 let in je bila zgrajena na temeljih Zoisove železarne, da rečem Plavžo. V njej so bila 4 stanovanja, v tem stanovanju so stanovali Tisnikarjev in Jože se je tukaj rodil. Mi smo kasneje ta 2 stanovanja pritličje povezali, naredili približno 120 kvadratov veliko razstavišče. Seveda za Mislinjo to pomeni dosti, kajti posebej, kar se kulture tiče, je Jože sigurno magnet, ki privablja obiskovalce, ki moram reči, da jih je precej. Prihajajo tudi organizirano, naprimer osnovnošolci, srednješolci si Slovenjgradca z kolesi pripeljejo, imamo tudi delavnice za srednješolce in za starejše. Če mogoče gremo še v sosednji prostor, se pravi tale razstava, ki je še bila lanske leta formirana, nekatere slike posvečene točno Jožetu, njegovi temi, krokarji, kot je na primer tu primer Rajka Čubra iz Brestanice slikarja, ki je svojo Jožetovo temo interpretiral na svoj način. Kolikor vem, pa zdaj morate najti ključ. Res je? Zlati ključ? To je pa vaša naloga, to boste morali sami poiskati. Zdaj smo prišli do konca prve oddaje, zato res moram poiskati še zlati ključ, da vse skupaj strnemo v celoto. Tako da kar grem poiskati. Evo, izvolite. Ingrid, pozdravljena. Veseli me, da si me hitro našla. Ne bom te zadrževal. Tukaj je vprašanje za gledalce. Kako imenujemo umetnika, ki se izraža z nanašanjem barve na plosko površino? Razloži gledalcem, kaj morajo storiti, potem pa poišči Miklavževo domačijo. Tako, prvi del spoznavanja Mislinje je za mano. Veseli me, da se tudi v teh krajih razvija zeleni in trajnostni turizem. Videla sem že marsikaj zanimivega in verjamem, da me mnogo neznanega še čaka. Ne pozabite si zapisati vprašanja, da boste lahko potem na koncu vseh 3 oddaj sestavili nagradno geslo in osvojili kakšne nagrade.